V redu. Ja, kakor je bilo že rečeno, jaz sem Dagmar, sem mlada raziskovalka na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, kjer sem tudi naredila tole magistrsko nalogo, o kateri bom danes govorila. Samo za začetek moram še omeniti, jaz sem se... okej. Zdaj sem... v redu. Sem se precej prehladila prejšnjih dneh, tako da jaz zelo močno upam, da bo moje telo dojelo, da ne smem zdaj nekaj blazno kihati, ampak samo kot opozorilo, pa že vnaprej, da se opravičujem, če bo kaj. No, kakorkoli. Jaz bom danes govorila o mladih Turkinjah, ki si želijo boljšega življenja v Evropi. Zelo na kratko, kaj bomo danes počeli. Na začetku bom malo sploh povedala, zakaj Turčija, kako sem sploh prišla do tega, v okviru česa je to nastalo. In potem bom nekako popeljala skozi, kaj so nekako, kakor etnografijo v bistvu nekako zgodbo, kaj se je pravzaprav dogajalo, do kakšnih ugotovitev sem prišla, in pa na koncu zaokrožila pa tudi v bistvu pokazala, da pač sploh migracije zunaj Evropske unije znajo biti kar težavne. Torej, jaz sem bila v Kadikoju, to je četrt v Istanbulu, tam z rdečo obarvana. Ta četrt bi jaz rekla, da je zelo mladinska, zelo taka, ogromno nekih subkultur je, zelo je ogromno nekih kavarn, barov, galerij. Mene je v bistvu kar navdušilo, no, in ko sem bila tam sem bila od septembra 2022 pa do junija 2023, približno 9 mesecev, v okviru moje Erasmus plus študijske izmenjave, znotraj katere sem potem delala terensko delo. Mi je bilo zanimivo, ko mi je ogromno nekih prijateljic, ki sem jih spoznala, sošolk, kakorkoli sem jih pač spoznavala, pač neke bolj mlade ljudi, vedno so mi govorile, da so pač ljubosumne, da bi si tudi one želele biti v Evropi, živeti v Evropi, imeti državljanstvo neke evropske države. Mi nikoli ni bilo jasno, ker jaz s Kadikojem in življenjem v njem nisem videla nekakih večjih težav. Videla sem neke zametke, ampak mi ni bilo zares jasno, kaj se dogaja. Sicer jaz in Turčija smo se že spoznali en čas nazaj, jaz sem bila prvič v Turčiji že leta 2018 na moj prvi Erasmus študijski izmenjavi. Takrat sem bila sicer samo 3 mesece, takrat sem tudi študirala sociologijo, potem sem zamenjala na antropologijo in sem si vedno pač želela, da bi delala teren v Turčiji, kar sem potem tudi naredila, ker se mi je zdela ena taka kultura, no, ki me je potem spremljala dlje časa. Ne znam zares povedati, zakaj. Ene stvari te včasih navdušijo, pa ne veš v resnici, zakaj. Ampak mi je bilo tam vedno zelo, zelo lepo, sploh v Kadikoju imam res ene pač zelo dragocene spomine. Mogoče no to še dodaja tej moji nejasnosti, zakaj pravzaprav hočejo oditi. In ena izmed stvari, ki se je velikokrat dogajala, je, ko smo bili v predvsem mednarodni družbi, torej, da sem bila recimo jaz, pa še kakšna moja prijateljica iz Španije, Italije in potem pa recimo ostale Turki pa Turkinje, je ogromnokrat prišlo do te razprave, no, kakor sem že prej omenila, da so ljubosumne, da bi tudi one si to želele imeti, in rekle so specifično, kaj je bilo meni zelo zanimivo, da bi si tudi one želele imeti evropskega potnega lista. To je stvar, ki ne obstaja. Evropska unija nima potnega lista, tako da mi ni bilo zares jasno, o čem govorijo, in tako mi je v bistvu zagrabilo mojo pozornost, da tukaj gre po moje za neko širšo stvar, ki jo moram nujno raziskati. Jaz sem sicer prišla v Turčijo, v Istanbul, zato da bom raziskovala feministične organizacije, ker je v trenutnem obdobju pod Erdoganom se neke finančni mehanizmi se zelo skrčijo, ali pa recimo se da finance samo določenim organizacijam, ostalim ne. In no, potem sem pa v bistvu prešaltala, no, na to tematiko, ki se pa tudi povezuje s feminizmom in feminističnimi organizacijami, kar bo potem postalo malo bolj jasno. In bo tudi postalo jasno, zakaj sem se specifično samo z ženskami ukvarjala. Skratka, tukaj je še nekaj primerov, zakaj obstaja sploh ta želja po selitvi v Evropo. Kot sem že prej omenila, je prišlo do nekih pogovorov, predvsem v mednarodnih družbah, potem pa je tudi, sem opažala zelo hitro, da pridejo te neke skrite želje, ki se pokaže tudi recimo na družbenih omrežjih. In to sta zdaj ta dva primera, to je oboje iz Instagrama. In prvo sliko je objavila ena izmed mojih prijateljic, in tam vidimo v bistvu grafit in na robu grafita piše Berlin.
To je taka majhna stvar, ampak enkrat, ko sem jo začela pozvati, sem v bistvu opazila, da je to kar precej pogosto. Ona je tudi velikokrat potem objavila, ne vem, kakšne fotografije Berlina, ker si je ona zelo, zelo želela preseliti v Berlin. Potem pa je še tukaj na desni, kjer piše Almanja vize sine Bašvurdom, kar pomeni, prijavil sem se za nemško vizo in s to nemško zastavico. Velikokrat je tudi prišlo nekaj takih hudomušnih momentov, ki pa so vseeno pač nekaj resnice tudi v njih, no. Za njega vem in tudi zanjo v bistvu noben od njiju še ni prišel do Evrope, ampak ogromnokrat pride torej do nekih takih momentov, kjer izkaže pač neki interes, da bi si pa oni želeli videti Evropo tudi na mogoče malo bolj hecen, hudomušen način. Sicer, kakor mogoče vidite tam gor, sem zakrila obraz, vsa imena sem spremenila in sploh tam, če je bilo potrebno, no, sem potem tudi zakrila obraze ali pa spremenila imena ali pa kakorkoli. No, zdaj, jaz sem potem šla malo pogledati literaturo, kaj zaprav se tle dogaja, ali je to samo v Kadikoju, v moji okolici. No, izkazalo se je, da temu ni tako. Mladi v Turčiji se načeloma precej želijo izseliti. Zdaj citirala bom ene izmed mojih prvih intervjuvank, ki mi je rekla: moje prijateljice so itak že vse odšle, komaj čakam, da grem tudi jaz. To pomeni, no, ona je nakazala, da je kar nek, sicer antropologi ne radi uporabljamo to besedo, ampak nek val izseljevanja. In če pogledamo tudi statistiko, v bistvu 63% mladih čuti nek pesimizem do prihodnosti Turčije kot države in pa 73% se pa želi seliti v drugo državo. Zdaj, ta druga država je običajno neka zahodnoevropska država. Ni nujno, mislim, v večini je, potem pa imamo še neka manjša številka, pa tudi recimo Avstralija, pa ZDA. En primer pa sem imela, bila pa tudi Latinska Amerika. Ampak v večini je tu Evropa. Zakaj v bistvu obstaja sploh tak pesimizem do življenja v Turčiji? Ponovno bom citirala eno izmed mojih sogovornic, ki je rekla: zbudim se, delam, potem fotografiram, vmes mi mogoče uspe kaj pojesti, to je pa to. Jaz sem del tiste knjige, saj veš, 1984. Meni se je zdela ta izjava v bistvu kar močna. Tako da si del neke take knjige in tudi nasploh, ko so se pogovarjale, je večkrat mi omenjala, da ne zmore več, ker sem jo potem tudi mi, da se dlje časa družile. No, ampak je v bistvu, kar je tukaj rekla, bilo res. Zbudila se je, delala, fotografirala in vmes mogoče kaj pojedla. Namreč, ne vem, koliko ste kaj seznanjeni situaciji v Turčiji, ampak tam je kar ogromna ekonomska in pa politična kriza. In to ekonomsko krizo in tudi politično v bistvu doživljajo čisto v svojem vsakdanu. In ona je doživljala tako, da je delala 6 do 7 na teden, 10 do 12 ur na dan. Vmes se je odločila, da bo nehala študirati, ker ji preprosto ne znese. Družina je ni preživljala, ker je lezbijka in se je mami odločila, da je ne bo sprejemala. Ker pa je hotela postati koncertna fotografinja, pa je vmes velikokrat potem tudi zvečer fotografirala. Tako da ona je bila res booked and busy, konstantno je delala. Mi je pa zelo všečno, zato ker zdaj jo je tudi nekam prinesel, je tudi postala, mislim, je začela delati s kar enimi velikimi imeni v Turčiji, tako da ena lepa novica, no. Ampak skratka, mi je tako na res dober način mi je vrisala, zakaj v bistvu obstaja nek ta pesimizem. Pa če gremo še naprej glede tega pesimizma in zakaj obstaja ta pesimizem v Turčiji. Zdaj, tukaj sem dala en graf, ki ponazarja nekako to ekonomsko krizo v Turčiji. Sicer ta res ne pokaže dovolj, kaj se pravzaprav dogaja, no, ampak če pogledamo, lira vse bolj pada, Erdogan ima neke specifične ekonomske politike, s katerimi je zdaj pred kratkim končno nehal, ampak je vzdrževal zelo nizke ekonomske obresti, čeprav mu je to ekonomska stroka odsvetovala več let. Ampak se je vseeno odločil, da pač bo on peljal svoje, kar je tudi imelo en zelo konkreten rezultat na vsakdanjiku ljudi. Zelo težko je preživeti, zelo težko je kupovati neke vsakdanje reči, hrano, osnovne reči in pa tudi si privoščiti neko stanovanje, predvsem v Istanbulu, ki je tako ogromno mesto. Potem v ekonomski krizi, poleg ekonomske krize imamo tudi politično krizo. Zdaj tukaj bom govorila o protestih v parku Gezi, tako imenovani
Gezi park protesti v bistvu. Tukaj, zakaj bom govorila o njih? Zato, ker se mi zelo dobro orišejo nek tak premik Turčije in v bistvu režima, kako se je premaknil. Zdaj v literaturi težko govorimo, da je zdaj to povsem avtoritarna država, zato ker imajo še zmeraj neke volitve, lahko pa govorimo o nekemu drsenju demokracije ali pa o kompetitivni avtoritarni državi. Seveda, volitve niso edina stvar, ki identificira demokracijo, ampak kar Erdogan, ki je zdaj že 21. leto v vladi, počne in počne še danes, je, da velikokrat zameji neko svobodo govora. In to se je zgodilo tudi v teh protestih v parku Gezi. Ti protesti so se zgodili leta 2013. Začelo se je zelo enostavno in z nekimi zelo enostavnimi razlogi, in sicer država je hotela ob parku, ob trgu Taksim je en tak manjši park Gezi. Istanbul ima že tako težavo, da ni ogromno zelenja. No, kar se je potem tukaj zgodilo, je, da so nasprotovali grajenju neke nove veleblagovnice, ki bi nadomestile ta park. Ljudje so bili že takrat malo nasičeni z določenimi Erdoganovimi prijemi in so potem tudi začeli protestirati malo bolj konkretno še napram nekimi drugim rečem. Ampak potem so se ti protesti pravzaprav razširili po celotni državi, praktično skoraj da res ogromno mestih, to je trajalo 1 mesec. Rezultat pa je bil 11 mrtvih, več 100 poškodovanih. In ena izmed mojih sogovornic pa je bila tudi študentka takrat v Ankari in se udeležila teh Gezi park protestov. In bom prebrala njen citat, kako mi je opisala v bistvu to svojo izkušnjo Gezi park protestov. In rekla mi je: "Protestov se spomnim, kot da bi bil nekakšen film. Bila sem zelo prestrašena. Predstavljaj si, star si 19-20 let in v svojem življenju še nisi videl vojne ali pa česa podobnega. Državi zaupam z vsem svojim življenjem, potem pa so oni kar naenkrat proti tebi. Policija bi te morala ščititi, ne pa biti proti tebi. Vse predstave so bile v tistem času zrušene. Težko se je bilo soočiti s tem. Spomnim se solzivca, kako nisem mogla dihati. Nekje sem se skrila, ljudje so mi pomagali. Naslednji dan sem tudi jaz pomagala ljudem z razstrupljanjem, delila sem vodo. Moj prijatelj se je tudi poškodoval, solzivec je vzel v roke, da bi ga vrgal nazaj k policistom, ki so strelili z orožjem. Nismo vedeli, da je nespametno vzeti solzivec v roke. No, in ta fant je držal solzivec, zato se mu je opekla roka, prekrita je bila z velikim mehurjem. Potem pa nas nobena bolnišnica ni hotela sprejeti, ker smo bili kot udeleženci protesta proti državi. Sprejela nas je šele zasebna bolnišnica, kjer so nam uspeli pomagati. Če ne bi bila tam, ne bi nikoli verjela, da so ljudje lahko tako zlobni. Ampak so. Si predstavljaš, da v nekaj preveč verjameš, da nimaš moralnih vrednot in ne moreš niti pomagati ljudem. To je tako zlobno." To je ena punca, Gamze. In ta Gamze, ko sem se jaz z njo večkrat pogovarjala, mi je potem tudi omenjala, da je zaradi ravno te izkušnje postala politična. Ni se več hotela vmešavati v politiko, ni hotela več o tem razmišljati, preprosto se je zdelo, da je situacija, kakršna je, in da ne more zares nič narediti. Dokler ni prišlo do potresa, potres se je zgodil lani februarja, s precej visoko magnitudo na jugu Turčije, in država je potrebovala tudi 3 dni, da je prišla do nekih območij. Zdaj razlogov, malo se špekulira, zakaj se je to pravzaprav zgodilo. Večina pa misli, da je to zaradi tega, ker Erdogan preprosto ni želel poslati neke pomoči v te regije, kjer je imel najmanj podpore. Ampak ne vemo zares razloga, zakaj se je to zgodilo. No in potem je Gamze nadaljevala in mi je rekla: "Se zgodi potres in spet ugotovimo, da je vse en drek." In sem se zelo jezila in tudi obupala. Ker veš, seveda tudi nisem zaupala vladi, vendar smo ugotovili, da res nimamo ničesar. Nihče nas ne podpira, smo dobesedno sami. In veš, ta trenutek negotovosti je res težek. To je kot ogromna stvar, ki te popolnoma zdrobi. In tudi mi vsi smo šokirani zaradi tega. Ljudje dejansko umirajo zaradi tega. A si lahko predstavljaš? Skratka, iz vseh teh citatov se mi zdi, da se prepozna nek sentiment brezizhodnosti, da ne moreš nemoči, da ne moreš zares ničesar narediti, predvsem v navezavi z neko vlado, ki naj bi te zaščitila. In ni bila sama, ki se je tako počutila.
predvsem zaradi tega, ker to leto, torej tisto leto, ko sem bila jaz tam, nekaj mesecev po potresu, so bile maja tudi volitve, kjer je bilo prvič neko upanje, da mogoče pa Erdogan ne bo zmagal. Ogromno upanja je bilo, ljudje so se počutili, da mogoče bo pa zdaj res jim ratalo, ne, spraviti tega gospoda iz oblasti. No, kot zdaj že vemo, no, da pač ni uspelo, da je še zmeraj, da je bil ponovno izvoljen. Ampak takrat je bila ta neka tesnoba pa nek strah zares zelo močno prisoten. Tukaj bom citirala Zeynep, ki mi je rekla, zapleteno je. Tudi če izgubijo, torej člani neke vladajoče stranke, na volitvah ne bodo šli stran. Morda bodo ponovili volitve ali pa bodo rekli, da so bile volitve nepravilne. To lahko rečejo, zanje to ni tako težko. Morda bodo celo spremenili režim, ne vem, morda celo državljanska vojna. Tudi ko se zdi, da je njegov čas, da gre, ne, se ponovno pojavi. Torej, Zeynep tukaj je izrazila nek strah, da pač ne bo odšel, oziroma da se lahko pride tudi do nekih bolj strahovitejših stvari, omenila je recimo vojno. Ampak, okej, zdaj sem govorila o politični in ekonomski krizi in to je nekaj, o čemer so govorili tudi recimo neki mladi Turki, tudi oni so se želeli izseliti. Torej, zakaj sem se potem sfokusirala samo na ženske? In tukaj bom prebrala to, kar mi je rekla ena izmed mojih sogovornic, ker se mi zdi zelo lepo povzela, kaj sem potem jaz naprej ničkam bolj konkretno raziskovala. Rekla mi je, moški nikoli ne bodo razumeli, kako se mi kot ženske počutimo tukaj. In kaj zdaj to pomeni? Kako se one kot ženske počutijo tam? Jaz sem nekako izbrskala dve stvari v teh mojih pogovorih pa v času moje etnografije in mojega terenskega dela, in sicer družbena in družinska pričakovanja in zraven nasilje nad ženskami in paternalistična država. Kaj so ta družbena in družinska pričakovanja? Zeynep, ko sem se z njo pogovarjala, to je sicer moja, zdaj se prijateljica že nekaj let, spoznala sem jo, ko sem bila že prvič tam, torej leta 2018 v Istanbulu. In ona me je v bistvu precej presenetila, ko mi je rekla, da se želi izseliti. Ker ni oseba, ker ima zelo rada Turčijo, zelo rada ima svojo družino. Ampak potem, ko so se pogovarjale, zakaj jo tako zelo vleče iti nekam drugam, ona se je potem v Berlin izselila, mi je rekla, predvsem se je navezala na ekonomsko krizo, ampak potem, ko so se pogovarjale, je bil še nek moment zraven. Tako da bom prebrala in boste mogoče zaznale kaj, kar sem tudi jaz potem zaznala. Po zaključku študija bi verjetno našla službo, ki pa vendar ne bi bila dovolj, da bi vzdrževala svoje lastno življenje brez pomoči družine. Njihova pomoč pa pomeni nekakšno dovoljenje, da me opazujejo, kaj počnem. Družina bi mi rada pomagala, finančno ali kakorkoli, vendar si želim živeti svoje lastno ločeno in neodvisno življenje. Z ekonomsko in socialno samostojnostjo v svojih 20 letih. In potem je nadaljevala. Naprimer, v Turčiji je težava, če moj fant ostane pri meni. V prejšnjem razmerju je občasno prihajal k meni domov. Ko sem imela telefonski pogovor z mamo, sem odšla v svojo sobo, zaprla vrata in ji rekla, da sem sama doma. Če bi to vedeli, da je fant pri njej, bi bila to zame ogromna težava, res ogromna težava. Zaradi tega se počutim tesnobno, kot da delam nekaj slabega. Ampak ni tako, gledava film, normalno preživljava čas skupaj. Res ogromen problem bi bil, če bi kdo od sosedov videl, da fant prihaja k meni in bi to potem povedal moji teti, pri kateri je Zeynep tudi živela. Kaj naj naredim? Nočem doživeti česa takega. Če bi imela svoje stanovanje v Istanbulu, bi bilo lažje nadzorovati svoje življenje. Družina me velikokrat obišče, s tem načeloma nimam težav. Pogrešam jih in jih imam rada, ampak mislim, da tega ne bodo mogli početi, ko se bom preselila v Berlin. Morda bom to izkusila v telefonskem pogovoru, ampak ne bom tesnobna glede tega. Kaj če kdo vidi nekaj škandaloznega in pove moji teti? Torej, Zeynep je izražala nek strah, da se ji lahko vsak čas zgodi nekaj, kjer bo nekdo menil, kaj ona v resnici dela v svojem vsakdanjem življenju. Velikokrat je imela občutek, da ne more dejansko povedati svojim staršem in se tudi iskreno pogovoriti, recimo tudi, da ima fanta, ker nekako so pričakovali, ne, da to, takoj, ko nekoga spozna, ga bo pripeljala domov in se bo poročila z njim, predtem se ona načeloma ne bi smela z njim dobivati. Tle moram opozoriti, da pač ni vedno taka situacija, ampak so mi
skoraj v bistvu vse govorile, no, da imajo nek občutek, da so neke razlike, kako tretirajo njih kot hčerke, kot pa recimo sinove. Da morajo vedno igrati neko vlogo neke dobre, zgledne hčerke. Primer je bil tudi, če dodam nekemu temu družinskemu pričakovanju, je ena izmed mojih sogovornic, sicer je bila stara že 32 let, že v smislu napram tistim, s katerimi sem se pogovarjala, in mi je rekla, ona je že naredila magisterij iz psihologije, več usposabljanj, že več let je delala v svoji stroki in ji je rekel njen oče, da ona pa itak nikoli ne bo vedela tukaj, kakor on ve, in da naj utihne, da bo on presodil, kakšne so stvari. In to je bilo velikokrat tako in neka taka pričakovanja niso samo znotraj družine, ampak so tudi izven družine. Recimo na delovnem mestu, ena izmed sogovornic mi je rekla, da preprosto ve, da če bo ona rekla nekaj na delovnem mestu, da se je ne bo upoštevalo, kot bi se upoštevalo njenega recimo sodelavca. In pa tudi na univerzi to večkrat čutijo, mogoče majčkeno manj, ampak so mi tudi neke takšne situacije izpostavljale. Torej, imamo neke te družbene in pa družinska pričakovanja, kar jim ni najbolj lagodno. No, potem pa imamo tu še en element, o katerem sem pa tudi v svoji magistrski nalogi sem majčkeno več pisala o tem, ker se mi zdi, da je to zgradilo en nek vsakdanjik prepojen s strahom, prepojen s tesnobo, kar sem imenovala ekologija strahu. Torej, da vidimo strah tudi, če ni nekega dejanskega dokaza, da se lahko vsak čas nekaj zgodi. In to pa je oblikovalo ravno to, nasilje nad ženskami in paternalistična država. Tukaj imam podatke iz platforme Ustavile bomo feminicid, ki vsak mesec sledijo novim umorom žensk oziroma femicidom, nasilju. Tukaj imamo podatke iz leta 2022, ko je bilo 334 femicidov, 245 pa sumljivih smrti žensk. Odzadaj pa vidimo tudi v bistvu so našteta njihova imena. In zdaj, seveda ti femicidi lahko se zgodijo v intimno-partnerskem nasilju, ampak govorimo o nasilju, ki je prisoten napram žensk nasploh. To govorimo recimo o nasilju na ulici. O tem je tudi govorila Zeynep, ki mi je rekla, da se v resnici se tukaj več ne počuti zelo varno, še posebej ponoči ne, ko hodi sama po ulici. Če je malo ljudi, se počuti zelo tesnobno in pokliče nekatere izmed svojih prijateljev ali pa družinskih članov, ali pa se samo pretvarja, da se pogovarja z nekom po telefonu in se zaradi tega počuti zelo tesnobno. Ogromnokrat je namreč na ulici, pa sploh ni nujno, da je ponoči, nekega catcallinga, nekega zasledovanja, pa tudi ovohavanja. Skratka, ne počuti se ravno varno in zaradi tega imajo tudi več nekih strategij, kako se lahko sprehajajo po ulici, recimo za določene ulice pravijo, da tja ne smejo iti. Potem, če pa grejo recimo same, je pa ravno to, kot je recimo Zeynep rekla, da se pogovarjajo z nekom po telefonu, nujno si dajo slušalke stran. Skratka, imajo neke strategije, da se počutijo bolj varno. Potem bom pa tu dala spet primer Gamze. Gamza je, če se ne spomnite, dekle, ki mi je govorila o svoji izkušnji o protestu. No, kakor da to ni bilo dovolj, ona je imela še eno zelo slabo izkušnjo s policijo in mi je rekla, bom jo kar citirala ponovno, ker je imela izkušnjo z intimno-partnerskim nasiljem že dlje časa, več let. Njen fant je pisal sporočila, da jo hoče ubiti, da bo ubil njene starše, je ljubosumen in tako naprej. Poslušaj tole, kar ravno zaradi tega ne zaupam več nikomur. Policija mi je vzela telefon in izbrisala sporočila. Telefon tam namreč ni bil dovoljen, poleg tega pa se jim sploh ni zdelo pomembno ukrepati proti mojemu partnerju, ker je bil videti tako nedolžno. Spominjam se, da je policist izbrisal sporočila, rekoč, haha, kaj naredil ta neumen fant? In je nekako nasmejan izbrisal sporočila. Veš, tudi policisti so me spraševali, kaj sem naredila partnerju, da sem ga tako razjezila. Tudi če bi ga prevarala, to ne pomeni, da lahko ta moški stori kaj takega. V resnici nisem storila ničesar, nikomur ne more zaupati.
Če bi ga dejansko tožila, potem bi se res začela bati, kaj bi lahko še storil. Tako da nisem naredila nič, skušala sem vse zakriti. Veš, tudi če bi ga tožila, bi on zgolj izgubil službo, ne bi ostal v zaporu, bil bi nekje zunaj. Tudi če bi imela varnostno razdaljo, bi me lahko v bistvu ubil. Lahko mi škoduje in po moji smrti ni pomembno, ali ga dajo v zapor ali ne. In v tej državi je toliko zgodb podobnih tej, tako da se počutim negotovo v tej državi. Ta zgodba se mi zdi, da lepo oriše tudi, kar nasploh poročila opozarjajo. Poročila raznih organizacij opozarjajo, da ko pride do nekega nasilja nad ženskami, ogromnokrat policija ne izvede dejanskega svojega dela, če pa pride do tožbe, pa imajo člen v zakonu, preko katerega se lahko oprosti moškega, ki je izvedel določen nasilje ali pa umor, in ga oprostijo tako, da reče, da je ženska nekako to izvala iz njega, da je to izsilila. Skratka, neke zakonske podlage pa tudi ne čutijo ravno, da ima država neko željo jih zaščititi ali pa recimo sodišče. Turčija se je namreč umaknila iz Istanbulske konvencije, 2 leti nazaj se mi zdi, če se ne motim. In kot to sicer imajo še en zakon, ki ženske ščiti, ampak lahko ta zakon 62/84, ta zakon lahko tudi vsak čas v bistvu so bile že neke želje potem, pa je Erdogan potem ustavil, želje potem, da bi tudi tisti zadnji zakon, ki ženskam daje neko pravico pa zaščito, odstranili. No, kakorkoli, Turčija se je pa iz Istanbulske konvencije umaknila in to je pač njihova izjava, ker naj bi bila konvencija ugrabljena strani skupine ljudi, ki poskuša normalizirati homoseksualnost, kar je v nasprotju s socialnimi in družinskimi vrednotami Turčije. In tukaj bi sam na hitro omenila, kaj pravzaprav pomeni neke te socialne in družinske vrednote Turčije. Trenutno Erdogan ima neko idejo, Erdogan in pač trenutna vlada, no, imajo neko idejo, specifično idejo, kaj pomeni biti trenutno sodobna Turkinja, to pomeni običajno, da je zakrita, da ima družino, da je poročena. In tukaj ravno v teh momentih, kot je recimo bil v Istanbulski konvenciji, se to zelo nek ideal, neke družine, muslimanske družine precej pač izpostavi, ne, in se ga pač prepozna. In to so pravzaprav neke vrednote Turčije, katerim Turčija sledi in niti ne dopušča pač nekih drugih opcij. Zdaj, ženske se temu upirajo. Tukaj je eden izmed primerov. To je bil protest na 8. marec. In ta protest, do njega je zelo težko priti. Najprej to moram povedati. To je policijske barikade naokrog in naokrog. In jaz sem prišla noter tako, da sem se zlagala, da jaz sem itak tujka in kaj imam jaz pač za početi tam noter, ne, mislim, nisem Turkinja, zakaj bila jaz na protestu, pa so me spustili čez. Potem tudi prek WhatsApp sporočil si recimo Turkinje pošiljajo, no ne samo Turkinje, no kdorkoli pride na ta protest, si pošiljajo, kako priti do tja, ki je recimo kakšna barikada, čez katero lahko grejo. In potem prideš tja, vedno moraš pokazati svoj osebni dokument. No, in to je ene par momentov iz tega protesta. Jaz sem tudi potem slikala, tukaj je prva slika Asla Yannis Yürümeye Jackson, kar pomeni nikoli ne boš hodila sama. Bil je res tak moment, ker se je prepoznalo, no, govorile so ravno o tem, o femicidu, o nasilju, pa tudi o tem, da kaj se lahko še vse zgodi, če bo Erdogan ponovno izvoljen, kar je potem tudi bil. Tukaj je še nekaj primerov upora žensk. Recimo tudi navkljub temu, da je ogromno nekega nasilja iz strani policije, se one še zmeraj upirajo. Imela sem tudi eno sogovornico, ki je bila več dni priprta v zaporu in ni vedela, koliko je ura, kak je dan, ker ni imela pač nobene dnevne svetlobe, in potem so jo policisti čez nekaj dni, ko so jo poslali ven, so rekli, no, vidiš, naslednjič bo že hujš. Ampak še zmeraj ona je zelo glasna feministka, no, in potem tudi organizira shode in tako naprej. Skratka, imajo neke upore in navkljub nekemu nasilju in navkljub nekemu strahu in občutku tesnob so še zmerno precej glasne. Ampak potem je pa tukaj vprašanje, kar sem se tudi jaz spraševala, kako v bistvu to preživljajo
In tukaj potem pride ta odgovor. Selitev. In predvsem odgovor Evropa iz njihove strani. In tukaj potem ponovno prideta v igro te dve fotografiji, ki sem jih prej pokazala. Razlogi, zakaj ravno Evropa, je več. Eden izmed razlogov je recimo neki ekonomski sporazumi, ki so jih imeli skupaj z Nemčijo, pa Nizozemsko, pa tudi z Avstralijo in podobnimi državami, torej gastarbeiterstvo, to smo imeli tudi v Jugoslaviji, torej da so že neke vezi vzpostavljene, ali pa recimo, da imajo družino v Nemčiji, hočejo iti k njim. Torej so neki čisto praktični razlogi, recimo tudi geografski. Je pa tudi druga stvar, ki pa je idealizacija Evrope. Zdaj, tukaj sem dodala eno fotografijo in sicer tukaj imamo Mustafa Kemal Atatürk, to je bil prvi predsednik Turčije, tudi nekdo, ki je v bistvu bil velik razlog, zakaj se je Turčija osamosvojila izpod pač Otomanskega cesarstva. In on je imel neko idejo, da si ne želi več imeti, da noče biti več asociiran z Bližnjim vzhodom. Zato je tudi naredil tako imenovane majhne revolucije oziroma neke reforme. Recimo v teh začetnih letih mlade republike Turčije so spremenili iz otomanske pisave v latinico in so potem tudi celotno ruralno prebivalstvo tam učili. Potem ena izmed takih stvari je bila tudi, da je moglo biti v bistvu muslimanske prakse in je neka vera, da je mogla biti čim bolj doma. Sicer se je spodbujalo, da so še naprej verni, ampak ne preveč javno, malo bolj v zasebni sferi. Recimo primer tega je, da so tisto neko bolj tradicionalno muslimansko pokrivalo, torej fez, so mogli zamenjati za klobuk. Ženske se niso smele več pokrivati, so mogle nositi neke bolj neke bolj evropske obleke. Skratka, Atatürk je imel idejo, da bo Turčija postala evropska neka nacionalna država, ki se zgleduje pač po Evropi. In to je tudi v bistvu temu narejena tudi ta slika, on je gradil tudi na neki ideji turškosti, delavstva, da bo on združil vse ljudi in tako naprej. In takrat je ženska tudi postala en zelo pomembno sredstvo. Ko sem prej govorila o islamski ženski, je bilo pa v bistvu to zelo podobno 100 let nazaj, ampak samo, da je bila neka sekularna ženska. V obeh primerih je pa skupno to, da je bila ženska sredstvo za to, da se uresničuje neka ideja vladne elite, kakšno državo si pravzaprav želijo in kaj želijo doseči. Ampak s tem pa se je vzpostavila tudi ena taka specifičen odnos do Evrope, ki je nekako, bolj recimo, če bi govorili prej o gastarbeiterstvu ali pa neki geografski razlogi, zakaj hočejo iti v Evropo, je pa tudi malo ideološki, torej da neka ideja, da je v malo povzdigovanje Evrope, tukaj ne trdim, recimo sploh v primeru ene izmed mojih sogovornic, ki se pač kot lezbijka ne počuti varno v Istanbulu, ne govorim o tem, da jim ne bi bilo lažje, ampak vseeno imajo pa nek idealiziran pogled, recimo, da tukaj nimamo stanovanjske problematike, da se v redu preživljamo, da ni nasilja nad ženskami, ampak vemo, da tudi tu pač imamo primere femicida. Skratka, in nek ta zelo zanimiv odnos z Evropo mi je tudi ena izmed mojih sogovornic, Melek, mi je razlaga res na dolgo pa široko, da je žalostna, da se oni niso taki, kot naj bi si mi Evropejci njih predstavljali, da oni niso nekaj uber konzervativni, da ničesar res ne pozna Turčije. Bila je tudi malo nostalgična, da to 20-30 let nazaj ni bilo. Ženske so lahko volile od 1934, kar je res, tudi zelo zgodaj so stopile v delovno silo in na tak način postale emancipirane, ampak še vedno v privatni sferi so bile vseeno podrejene. No, in govorila mi je o tem, da nihče zares ne ve, da je to žalosti, da noben zares ne ve, kako podobni smo si v resnici, da oni tudi želijo piti, želijo plesati, se želijo imeti lepo, da imajo radi goste. In tam je bila taka prikupna, je rekla, edino, kar zares sovražimo, je svinjina, pa še to samo mogoče, da imajo pač radi islam in da so radi tukaj, ampak ne delajo nič slabega.
tako nek tak moment, kjer sem je zagovarjala, tudi zakaj je Turkinja, tudi recimo sem imela primere, ko sem prišla na obisk čisto za intervju, pa so mi rekle, ko je bilo mičkam bolj razmetano, so rekle, ti si tako Evropejka in si sproščena, tako da te ne bo motilo, kaj mičkam bolj razmetano. Tako da imajo neke ideje Evrope kot zelo sproščeno, ne da se lahko oblačimo, kot se oblačimo, pa tudi taka prikupna mi je tudi bila, mi je rekla ena izmed intervjujank, da ona si res želi v Evropo, da bo bila tako, upam, da ste, mislim, ne vem, no, mlajša generacija bi vedela, Lizzie McGuire The Movie, to je en film, kjer je Disney film, kjer je pač eno dekle hodi po Evropi in jo en fant pelje na vespi in je rekla, da ona bi pa res rada to doživela. Take, mestoma tudi precej naivne ideje, no, kaj se v Evropi dogaja, da bo pač na vespi z enim fantom in da bo vse super. Okej. Zdaj, kako pa zdaj sploh priti v Evropo? Ta je pa mičkam bolj zakomplicirana, ker pride do enega precejšnje birokratične omejitve, tudi finančne omejitve. Mi za Turčijo ne potrebujemo potnega lista, ne potrebujemo vize, dovolj je samo potni list, za določene države dovolj tudi samo osebni dokument, smo lahko tam do 3 mesece in potem se rabimo prijaviti za vizo. Za Turčijo je pa obratno, to ne velja in sicer nujno potrebujejo vizo, da lahko vstopijo v Evropsko unijo. In kako priti do vize? Prva slika tamle je slika enih kup dokumentov, to se potrebuje samo zato, da se prijavi za vizo. Samo ta postopek stane 100 evrov. To pa je bilo drugače samo za dvotedenski obisk v Slovenijo. Sploh ni bil, da bi bilo življenje v Evropo. Tako da precejšno delo samo zato, da se obišče, ne? Da se pride na počitnice. No, zdaj pa, če se hočeš preseliti sem, pa rabiš imeti, to pa se mi zdi, da velja za vse države članice Evropske unije, pa rabiš imeti na računu 10.000 evrov. Evrov, ne lir, kakor sem rekla, lira pada, kar pomeni, da je to še težje. In to je tudi tako narejeno, ker smo se s prijateljicami pač pogovarjale, da ena izmed teh mojih sogovornic, no, je bila tudi in tudi pač časoma ratala prijateljica, je dobila štipendijo v eni izmed univerz, ampak ni imela teh 10.000 evrov, da bi lahko prišla, da bi pač lahko sam preprosto dobila vizo in prišla pač študirati v Evropo, kljub temu, da je imela štipendijo. In smo potem razmišljali, da mogoče pa lahko nekako naberemo denar ali pa kak GoFundMe in damo ta denar k njej in potem, ko dobi vizo, vzamemo, stvar rešena. No, tudi tako ni moglo biti. Tukaj sem dala fotografijo Expatrio, to je ena spletna stran, ta čist na vrhu. Spletna stran, kjer je kot neka spletna banka, tako imenovani blokirani račun. In ta blokirani račun deluje tako, da ti daš teh 10.000 evrov noter, včasih je tudi več, odvisno od države, in potem ti v roku, v primeru, da dobiš vizo, ti v roku 2 let zelo počasi dajo ta denar nazaj, vsak mesec malo. Tako da niti ne dobiš tega denarja nazaj. In to je precejšen finančni zalogaj. Torej, zato, da se one hočejo preseliti, pomeni najmanj tam okrog vsaj 11.000 evrov. Potem pa še vozovnice, najti stanovanje, kako se bojo preživljali v Evropi in tako naprej. Zato večinoma se selijo dekleta iz bolj premožnih družin, ki jim lahko pomagajo. Kdaj se zgodi, da jim služba uredi, da lahko grejo, to je sicer bolj redko, ampak ne deluje pa, da bi recimo si na tak način posojili denar in nekako imeli teh 10.000 evrov, pa potem recimo ali pa neke take strategije. Večinoma krat grejo v Evropo preko magistrskega študija, preko službe. Zanimivo pa je, ko sem jih spraševala še o drugih strategijah, recimo o poroki, torej da bi se z nekom poročile, ki je iz neke evropske države. In so mi rekle, da to pa raj ne bi, ker potem te bo spet nekdo kontroliral in bo spet neodvisna od nekoga in da tega pa že imajo dovolj. Nekatere so bile sicer za, ampak manjšina.
Potem pa sem še spraševala o begunstvu in nobena od njih se ni to želela, ker predvsem tisto dekle, ki sem ga že prej omenjala, ki je pač ima spolno usmerjenost, ne, da je pač lezbijka in je rekla, da ona ne bi mogla odgovarjati na ta vprašanja, ker bi jo pač maltretirali po več ur in bi morala dokazovati svojo spolno usmerjenost, da preprosto kaj takega se pa pač ne želi iti in da je slišala, kako grozno je. Z vizami je pa tudi taka situacija, da tudi če vse dokažeš, če imaš denar, se tudi zgodi, da te preprosto, da ti rečejo ne. To je bil eden izmed primerov, Melek je bila, sem prišla na kavo, me je že čakala v kavarni in me je čakala s potnim listom na mizi. In sva se takoj začela pogovarjati o njenem potnem listu in mi je rekla: Dagmar, lej, je odprla potni list, vse je prazno, nobenih štempilk, ne, ko ti dajo, ko prečkaš mejo. In mi je potem začela pripovedovati zgodbo, kako so vsi njeni sošolci pa sošolke po končani gimnaziji so se odločili skupaj iti v Italijo. In ona je imela ta nek finančno podporo staršev, so rekli: v redu, bomo pač zrihtali to vizo, ni problema. No, in potem jo je italijanska vlada odklonila zaradi tega, ker so pač videli, da je kar naenkrat dobila to vsoto na svojem bančnem računu, da je to sumljivo, a bi ona hotela slučajno tle ostati in so pač rekli, da ne more ona iti v okviru gimnazije, pa ne, to je tudi dokazila, da oni grejo skupaj z gimnazijo pač v Italijo, so ji preprosto rekli, da ne. Potem obstajajo agencije, ki lahko pomagajo, te agencije izgledajo tako, običajno ne pomagajo, ponavadi so to, v večini primerov so to goljufije. Dve izmed mojih intervjuvank so bile tudi deležne te goljufije in sicer te agencije so ponavadi najbolj črni trg, niso zares nikjer objavljene. In tudi tako, da ti rečejo, daj ti meni samo ene 2000 evrov, 3000 evrov, bomo mi zrihtali teh 10 000 evrov, smo že zmenili, mi te vse zrihtamo, dobiš vizo. No, in potem se nikoli to dejansko ne zgodi. Ena izmed mojih intervjujev je potem tudi šla v tožbo. Kakor vem, se še nič ni zgodilo, ampak ponavadi je to bolj od ust do ust situacija, ker pa nikoli še nisem slišala, da bi to dejansko delovalo, no. Ampak ja, se zatečejo tudi nekim takim agencijam. Skratka, tule je ogromen neki ta tudi razredni vidik, no, torej kako lahko družina pomaga, pač moraš imeti neko ekonomski vir, no, da lahko sploh začneš razmišljati o vizi. In tukaj potem velikokrat pride do nekih občutkov ujetosti, ker preprosto ne morejo oditi nikamor, ne. Večina njih. Z večino, ki sem se pogovarjala, pač do danes jim ni uspelo, da bi kamorkoli šle in tudi ne izgleda, da jim bo. In se zato potem velikokrat počutijo, da ne morejo dejansko razmišljati o svoji prihodnosti, da ne morejo razmišljati o tem, kaj bo, kaj jim dejansko ustreza. Tudi ne vidijo, da bi dobile lahko kako službo, ki bi jim bila dejansko všeč, ker itak ne bi tukaj si želele ostati. Večina njih, jaz sem tudi v magistrski potem ločila na fantazije pa na upanje. Ker nekateri izmed njih sem čutila, da so bolj nekako v tistem še procesu nekako fantaziranja, kako lepše bi bilo biti nekje drugje, da se jim ne bi bilo treba soočati z nekimi takimi stvarmi, da ne bi bilo treba, da jih je vsak dan strah. Potem druge so pa že mičkeno bolj ne upale, tako planirale. Malo bolj so bile tudi pragmatične o tem, kako bo Evropa izgledala, malo bolj so tudi razmišljale, ne vem, rekla bi, da so preprosto malo več načrtovale in v tem procesu bile tudi malo bolj realistične, kaj jih čaka. Recimo so mi rekle, da vejo, da bo ogromno rasizma, predvsem tiste, ki so šle v Nemčijo, da se zavedajo, da pač Turčija in turška skupnost ni ravno na dobrem glasu. In no, te dve punci, ki mi je potem uspelo priti v Nemčijo, so mi rekle, da jim ni ravno všeč individualizem, no, so tudi tako malo pokomentirale, ampak da definitivno jim je pa vseeno zaenkrat, predvsem iz vidika nekih družinskih pritiskov, da jim je lažje tam. Ampak bi pa zelo rade videle, da nekako se vsake toliko pridejo obiskati Turčijo, nekako cilj jim je to dvojno državljanstvo. To nisem omenila,
Pogostokrat je v bistvu strategija taka, da pridejo prek magisterija v Evropo, tam dobijo vizo recimo za 2-3 leta in potem bi dobile službo in potem s 5 leti, zdaj ne vem, če to, za katere države to velja, meni se da tako za Italijo pa za Nemčijo, da če si tam 5 let, se potem lahko vpišeš za, prijaviš za državljanstvo in to je nekako njihov cilj. In da potem bi lahko potovale gor in dol. Ker vseeno imajo zelo rade Turčijo in je pač nočejo zapustiti, jo tudi zelo pogrešajo in tako naprej. Skratka, ja, velikokrat je rezultat ravno to, no. Občutek ujetosti, da ne morejo nič, ogromnokrat so mi tudi govorile o nekih občutkih tudi depresije, in pa, tudi tesnobne motnje, pač da preprosto jim je preveč in da ne zmorejo. Tako naprej. In kako naprej z vsemi temi informacijami? Jaz bi rekla, da recimo v tej situaciji je pomembno, recimo lahko vidim, da bi se ena izmed njih zatekla tudi k begunstvu. Vemo, kako izgleda balkanska begunska pot. In pač k temu, da tudi če bi se želele legalno migrirati sem, to preprosto pač ni bilo mogoče za njih. Zaradi kakršnih razlogov pač že imajo, in potem iščejo azil. Prošnje za azil pa je tudi zdaj situacija, kjer so pač vedno manj, se pač jih odobri. Oziroma vemo, da v Sloveniji je v bistvu ta številka precej majhna. Vemo tudi, da, preprosto s feminizmom ali pa z nekim gibanjem za ženske pravice, kakorkoli pač že, je to v Turčiji trenutno, tudi, Erdogan ima načrte, torej izklopiti neke te ekonomske mehanizme iz strani Evropske unije, kar pomeni, da še tiste, feministične organizacije, ki se trenutno napajajo s tem denarjem, bi pač jih ne bi bilo več. Tukaj imamo tudi recimo varne hiše, ki so zelo pomembne, bi tudi s tem v bistvu prenehale delovati. Zato je nekaj bolj konkretnega, no, ampak zdi se mi tudi, ko sem se z njimi pogovarjala, da one so pač v živo spremljale, kako je, ko vse bolj izgubljaš neke pravice, ki si pač na začetku mislil, da so samoumevne. Za nas je mogoče to vseeno, recimo, če bi se tule to začelo dogajati, smo znotraj Evropske unije, bi lahko, če bi rabili se preseliti, ne, ampak recimo za njih to pač ni realnost. Bi pa tudi na splošno rekla, da če gremo tudi recimo bolj, znanost pogledati, se mi zdi zelo pomembno, da se v nekih takih recimo etnografskih delih poglabljamo tudi samo v ženske izkušnje, ki so recimo precej specifične, ne. Recimo z več, moškimi, ke sem se pogovarjala z njimi, ki so hoteli iti v, Evropo, so izpostavljali, da pač njim ni fajn, ker se tukaj ne čuti, da bi bila da se v Turčiji ne čuti, da bi bila prisotna meritokracija, recimo, ne. Imajo neko bolj željo, da bi oni pač lahko pač delali, kar bi hoteli, medtem ko so te, ženske bolj omenjale čisto občutek neke varnosti in stabilnosti, da lahko so, kar so. Da tudi doma tega ne čutijo. Skratka, ja, zdi se mi pomembno, da, tudi, v znanosti osredinjamo neko žensko izkušnjo, ravno, no, kakor sem prej povedala. Da tudi recimo, ko že vidimo neko razliko, za razloge, zakaj bi se nekdo želel izseliti, vidimo, da so lahko precej različne, ne. In, ja, s tem zaključujem. Najlepša hvala za posluh. Sicer pa zelo priporočam obisk Turčije.